Za 2 milijona polka, samo srcu je polka, če se zvišajo polka. Miha, kako je ustvariti z Damjanom? Z Damjanom ustvarjanje zna biti zelo zahtevno včasih, vedno je prijetno, to moram reči, da zmer poskrbi za super vzdušje, ampak po procesu, po tem, ko je že narejen, ima pa on dostikrat veliko konstruktivnih pripomb, tako da na koncu dobro izpade, ampak me kar čez makadam pele v procesu. Kakšen je sploh recept za takšne uspešnice, kot jih ima Damjan? Za takšno uspešnico, kot ima Damjan, nažalost ni recepta, ker če bi vedel recept, če bi poznal recept, bi bila vsaka pesem uspešnica, ampak včasih se poklopi ta prava oseba, ta prav čas in ta prava pesem. Zelo preprosto, korektno, to, kar se dogovoriva, tudi drži, same dobre, pozitivne izkušnje. Glede na to, da ponavadi ti deliš ljudem nasvete in prihodnost, je tukaj tudi kaj obratnega pri muziki? Pri glasbi? Ja, vprašam ga, naprimer, če posnamem kako pesem, kaj se misli, a bo hit ali bo dobro ali pa ne. Drugače pa smo z Damjanom prijatelja, pa se pogovarjava o vseh stvareh, pa en drugemu delima nasvete. Ja, pa tudi kdaj pogledam karte. Zdaj mu pa res dolgo že nisem. Velja tudi za to za Marcino? Ja, vprašali so me, če bo hit in sem povedal, da bo hit in je bil hit, ja. Kaj za konec malo za šalo, malo zares napoveduješ Damjanu za naslednjih 20 let? Ja, ne vem, moram odpreti karte, ko bo prišel, lahko vržemo kdaj karte na pamet, ne morem govoriti, dokler ne res pogledam zadevo. Maja, kako je biti žena Damjana Murka? Biti Damjanova žena je nekaj krasnega, vsak dan me preseneča in komaj čakam naslednje dneve, leta in vse, da jih preživim z njim. Si na nek način pričakovala, da bo tako dolgo na sceni glasbeni, in seveda tudi medijski? V bistvu nisem ga dosti razmišljala o tem, ampak ja, če pa on ne bi bil, potem pa ne vem, kdo bi bil. Je res zelo profesionalen, se zelo trudi in predvsem iskren človek. Veliko ljudi zanima, kakšen pa je Damjan doma? Damjan je doma čisto preprost človek, družinski človek, romantik, nežna duša in ne vem, ne bi si mogla želeti boljšega moža. Če bi recimo izbrali njegovo pesem, katero bi izbrali? Tisto, ki je tebi najljubša? Srečen, ko sem moški. Damjan, 2020, kako se je sploh začela tvoja zgodba? Ja, moja zgodba se je začela pred točno 40 leti, kar se tiče mojega življenja. Kar se pa tiče moje glasbene kariere, jaz moram reči, da si niti v sanjah nisem predstavljal, da bo tako zelo megalomanska in da lahko zdaj, se je zdaj že malo več kot 20 let, ampak sem zaokrožil navzdol kot navzgor, da lahko še zmeraj stojim pred svojo publiko. Kaj je bil tisti prelomni trenutek, ko te je izstrelil na nek način med zvezde? Jaz mislim, da sta veliko naredila Saša Lendero in Miha Hercog, ki sta mi napisala prvi veliki hit Srečen, ker sem moški. Mislim, da je to bilo tisto, kar me je potem res izstrelilo, bova rekla, med zvezde. Pa druge uspešnice, nazadnje, ne vem, od Marcine, Doktorjev, mnogo jih je oziroma premnogo. Res je. Marcina, seveda, to je moj največji hit moje kariere in sem hvaležen, ni samo po sebi umevno, da v določenih momentih ljudje si rečejo, zdaj ti je uspelo, zdaj imaš pa en hit in lahko zaspiš na lovorikah. Tako da jaz sem zelo, zelo počaščen in vesel, da je publika še zmeraj ob meni. Seveda, Marcina, Zdravnik, Božiček, Šok, o moj bog, mimo tega ne moramo. Omenili ste publiko oziroma omenil, kaj pa naslednjih 40 let? Si to lahko predstavljaš? Jaz mislim, da čez 40 let pa ne boš, da se reži poslovim. Kaj pa Damjan kot življenje? To je na nek način vedno zavito kot bombonjera. Ja, jaz sem poln presenečen. Saj v bombonjeri tudi ne veš točno vedno, kaj dobiš, ampak vse, kar probaš, je pa po svoje okusno. Tako da jaz upam, da bom še leta in leta takšna bombonjera pravzaprav. Kaj si pa želiš ob osebnem jubileju? Mogoče se bo slišalo malo klišejsko pa izrabljeno, ampak jaz si želim predvsem telesne čilosti, želim si miru v duši in da bom več časa, kot sem mogoče zdaj, ker sem res bil toliko na terenu, toliko nastopov, preživel z ljudmi, ki jih imam najraje. In kaj bi želel sporočiti našim gledalcem?
Ja, dragi gledalci, jaz vam želim, da živite svoje življenje, ne sosedovega in da še naprej poslušate Damjana Murka.